Eno lepo dobro jutro želim vsem, eno blagoslovljeno nedelo vsem, štere poslušate sporočilo Bože besede. To je namreč najboljše sporočilo, štero ga človek leko čuje v svojom življenju. Dnes po različnih medijah poslušamo in pa štemo dosta različnih sporočil, raznovrstna sporočila, štera pa so v večini primerov tista negativna, zastrašujoča, tista štera povzročajo skrb v človeki, ko bo dole, ko bo naprej, tragična. Največ se poroča v slabih, v najdobrih stvaraj. Bolj redke so dobre spodbudne novice. In gelte, tisti se razveselimo. Je tak, ali pa je to samo mogoče moj občutek, moje gledanje? Vojne, nasilja, korupcije, tragične stvari, prevare, okoljske katastrofe so žal naša vsakodnevica. Vsaki dan se srečujemo s tem. In dragi moji, teh sporočil se skoraj ne moremo ogniti. Zavolo toga, ka v naše domove in pa v naša življenja prihajajo po različni potaji, skozi na različne načine. In zato je to važno. To je važno, dragi moji, ka se poleg vsega drugega, ko prihaja ko samo prihaja od vinej, od zunanjosti, ka se zavestno odločimo v svojem življenju. To je odločitev, ka se zavestno odločimo, kamo najprej svojem življenju dali mesto Božjome sporočile, Božjim novicam, mu najprej poslušali Božjo besedo in se po njej tu ravnali, to živeli. Jezus je v enoj priložnosti dal takšen nasvet. Dal je eden nasvet in pravi to: iščite najprej Božje kraljestvo, iščite najprej Božje kraljestvo. Za vse drugo vaše življenje mu se pa ge poskrbo. To je pravo in to je istina. Ali se zavedaš, dragi prisoten, dragi poslušalec, kako resna je ta ponudba? Kako privlačna je ta ponudba? To je Božja ponudba. Mi se sami odločamo, kako in ko. Si že to preizkusil, to Božjo ponudbo? Ge sam in na to se leko, dragi poslušalec, popolnoma zaneseš. V Mateju in pa v Lukačevem evangeliju imamo dobesedno zapisano, ka naš nebeški oče zna. On zna, ko mi nucamo. On zna, ko ti nucaš v svojem življenju in je obečanje, kada se poskrbo za te potrebe v naših življenjih. Ali, ka bi se to leko resnično zgodilo, ka bi to leko bilo resnično dejavno, pa sta važne dve besede. Dve besede, štere sem že prej omenil, in v teh dveh besedah je ključ od teh Božjih zatvornic. Ključ od teh Božjih blagoslovov. In te dve besede sta: iščite najprej. Iščite najprej. Iščite najprej. Ko je tisto, dragi poslušalec, ko iščeš v svojem življenju pred vsem drugim? Ko je tisto, ko iščeš na prvom mestu? To je eden veliki vprašaj. To je eden veliki vprašaj, štere se pojavlja na vsakom področju našega življenja. To je eden veliki vprašaj, štere se pojavlja v mojem in tvojem življenju. Ko iščeš na prvom mestu v svojem življenju? Ko postavljaš na prvom mestu? Ko je tisto, ko mene in tebe identificira? Po kom me ljudje
v okolici, ali tisti, šterimi imam odnos, šterimi sam v skupnosti, šterimi sam v kontakte, po kom me ljudje poznajo. To je tisti, šterima rod oldtimere. To je tisti, šterima rod golobe. Se z njimi ukvarja. Tisti, šterima veliko zbirko znamk in to je dragocenost. To je tista, šterima vsako drugo nedelo novo obleko. Po kom me poznajo? To je tista familija, štera prideluje ring, pa to dober ring. Dragi moji, ko je tisto, ko postavljaš v svojom življenju na prvo mesto? Ko je tvoja življenjska prioriteta? Nekaj tednov nazaj smo se spominjali največjega dogodka v zgodovini človeštva. Velike noči, vizma in vsega, ko se je te dogajalo. Začetek je bil na Veliki četrtek, da je Jezus imel zadnjo večerjo skupaj s svojimi učencami, da je Jezus bil v tistoj zgornjoj sobi ob zadnjoj večerji, gdje je džo paschalno jagnje, skupaj z učencami, kot spomin na izhod iz egiptovskega suženjstva. In ob toj zadnjoj večerji sta se zgodile dve stvari. Kot prvo, Jezus je vzpostavil eno novo zavezo. Vzpostavil je novo zavezo s celim človeštvom, zakaj? Zavolo toga, ka malo pozneje po njegovoj prelijanoj krvi ima možnost odrešenja vsaki človek. Odrešenja od večnega pogubljenja. V njegovoj krvi ima možnost odpuščanja grehov. To je ta prva stvar, štera se je zgodila, Jezus je vzpostavil eno novo situacijo, eno novo stvar. In drugo, ko se je to zgodilo, in to se dogaja še dnes, Juda, šter je bil deležen vsega, ko so tu ostali učenci doživljali, Juda se je odločil, kada je Jezuša ovdel. Kada je Jezuša izdal velikim duhovnikom, no in napravil z njim koščejo. To sta te dve stvari. Prvo, Jezus je vzpostavil novo zavezo zmjov in stjov. In skozi drugi dogodek, ko se je to zgodilo, imamo opozorilo, naj pazimo v svoje življenje, ka nemo izdajalci Božjega Sina. In vsega, ko je spravil za nas in ko je dal v naša življenja. In po tistoj zadnjoj večerji se je zgodil vrt Getsemane. Se je zgodil Getsemanski vrt, kjer je Jezus ostal sam v molitvi. V borbi, štere se mi niti ne moremo predstavljati. Tom je bil Jezus tu areteran od tistih služabnikov, velikih duhovnikov in pa od vojske. Bil je tu areteran in vsi te, štere so prišli oborožene, so te Jezuša odpeljali v Jeruzalem. Iz Getsemanskega vrta v Jeruzalem. Tom, v Jeruzaleme so se zgodile stvari. Zgodile so se stvari, štere gučijo od sposobnosti človeka. Od sposobnosti človeka, ko je zmožen človek storiti, včiniti v svojem ponose in pa v svojoj samopravičnosti. Znate, da je nekak samopravičen. Te tistega drugoga, šteri je tu poleg njega in šteri ima nekaj povedati in Jezus je imel nekaj povedati,
tistem času in tudi mene in tebe. Znate, da je človek samopravičen, da sam sebe povzdigava, da tistega drugega še odstranete. In to se je dogajalo tom v Jeružaleme. Jezus je bil najprej predane v sojenje religioznim oblastem. Najprej je bil odpeljan k velikim duhovnikom in te so sklenili, mora biti odstranjene. In ob tistem dogodku se je zgodila ena stvar, ki je bil soudeležen eden Jezušov učenec. Peter je bil tom in Peter, te ještě najspreobrnjeni Peter, kad tako povem, Peter je zatajil Jezuša nešte pripoznati, kaj je bil z njim. Ne je ščel pripoznati, kaj je bil z njim. Či glika so njimi gučali, ja, bil si, nej. In trečo, ko se je zgodilo, Jezuša so obsodili. Obsodili so ga na podlogi krivoga pričevanja. Ne po istini, ne po resnici. Znate, da koga obsodijo, morajo biti tom priče, morajo biti dokaze. Ali za Jezuša so ne imeli nikšega dokaza. In te so ga predali rimskim oblastem, naj ga križajo. Dragi moji, potom, po teh težkih stvaraj se je zgodila v Jezušovom življenju Golgota, ki je bil v najžmetnejšem trpljenju. Zakaj? Je bil kriv on to? Ne. Najžmetnejšem trpljenju za mene, za tebe. Za mene in za tebe. Kanon nej trbej trpeti. Pač pa imamo možnost večnega življenja v nebeškom kraljestvu. Dragi moji, znova smo pri našem osnovnem pitanju. Ko iščeš? Ko iščeš predvsem drugim? Gdje iščeš? Ali iščeš zgoraj? Ali pa iščeš tu spodaj? Iščite najprej Božje kraljestvo. Iščite najprej Božje kraljestvo. In kad bi to lahko vsaki človek udejano v svojem življenju, je Jezus na križi izpovedal dve zadnje besede, preko je izročil svojega duha. In to je povedal, izpolnjeno je. Izpolnilo se je. Izpolnjeno je. Moje delo na zemlji je izpolnjeno. Tvoje odrešenje od večnega pogibljenja je izpolnjeno. Je zgotovljeno. Hvala, Gospode, za to. Hvala njemu za to. Za mene, za tebe je izpolnjeno. Kad bi leko našla Božje kraljestvo, izpolnjeno je odrešenje od večnega pogibljenja. In zatem je bil Jezus položen v grob, to kot vsaki drugi pokojnik, kot vsaki drugi mrtvec. Ali, dragi moji, zgodil se je tretji dan, da so žene in ostale doživeli eno veliko presenečenje. Doživeli so prazen grob. Doživeli so to, ko je Jezus že prej napovedal. In tom se je izpostavilo eno novo vprašanje glede človekovega iskanja. Kaj iščete živoga med mrtvimi? Ko iščete živoga med mrtvimi? Jezus je proti vsem pričakovanjem, proti vsem, ko je človek pričakoval, Jezus je prinesel eno novo realnost v tisto situacijo, v tisti čas in tu v dnešnjo situacijo, v dnešnji čas za mene, za tebe. Dragi moji, za vsakoga, štiri v vere spremlja
Jezusovo dejanje je ena nova realnost. Ne mrtva realnost, pač pa živa realnost v nebeškom kraljestvu. Prišlo je vstajenje. Prišlo je gorstanjenje in s tem večno življenje v Božjem kraljestvu za vsakoga tistoga, štere to Jezusovo žrtev v veri spremlja za svoje življenje, v svojem življenju. In s tem, ko je Jezus svoje poslanstvo tu na zemlji končil, je bila naslednja stopnja, naslednja stvar, njegov odhod koma nazaj k svojemu oče. Nazaj v nebeško kraljestvo in ob slovese, ob Jezusovom odhode sta nam daneve dve obečanje. Dve obečanje sta nam dane ob tom odhode. Kot prvo, Jezus je pravo, idem, ka vam pripravim mesto. Kome? Mene, tebe. Ka nam pripravi mesto v nebeškom kraljestvu. Ka bomo imeli to v toj večnoj slavi prebivališče za vso večnost. In drugo, ko je te bilo obečano, Jezus pride znova. Jezus pride znova. Jezus pride znova za mene, za tebe, za vsakoga tistoga, štere v veri spremlja njegovo žrtev, štere v veri živi to, ko je on pravo v njegovoj dragoj svetoj reči. Dragi moji, zato je to pomembno, ka iščemo, ka se potrudimo najti vhod, najti tej vhod, štere pela ta, ko nam je Jezus odišel mesto pripravljati. Zato je važen tej citat, šterega smo dobili kot vodilo za cerkev, štere pravi tok, kar bo človek sejal, bo tudi žel. In leko z drugimi besedami pravim, povem tok, ko da človek isko, to da najšo. Takša bo njegova bodočnost, ko iščem v svojem življenju to monojšo. In učencom je Jezus ob odhode dal še eno navodilo. V Lukaču 24. tale 49. veršuš njim je to pravo. In glejte, jaz pošljem na vas obljubo svojega očeta. Znači, to, ko je oča obečal, Svetoga Duha, in te dole pravi, vi pa ostanete v mestu, znači v Jeruzalemu, dokler ne boste odeti v moč z višave. In to obečanje nas spremlja še dnes. Nas spremlja še dnes za volo toga, ka na binkoštni den, na 50. den povstajenje se je to zgodilo za nas. Ne samo za tiste učence, štere so bili tam prisotni, pač pa tudi za nas. Mi smo leko deležni toga, mi leko v toj moči Svetoga Duha še dnes idemo naprej. Še dnes idemo po toj poti našega iskanja do toga večnoga cilja v nebeškom kraljestvu. Te je prišel Sveti Duh, ta treča božanska oseba, kada z nome zmjov in stjov z njegovo cerkvijo. Kada z nome. Vsaki den, vsaki trenutek. Na binkošte je bila rojena cerkev v moči Svetoga Duha in z močjo Svetoga Duha. In dragi iskalec najvažnejšega Božjega kraljestva. Vsaki je leko del tej cerkve, del njegovega telesa. Sveti Duh je bil poslane za moje in tvoje življenje.
Ja, to je istina. To Božja reč pravi. Kaleko ispuniva njegovo poslanstvo. Šteronuma je nebeške oča zavipo. Njegovo poslanstvo leko ispuniva tu na toj zemlji. Gled to, kako je Jezus ispuno očetovo poslanstvo na toj zemlji. Da je Peter vkuper z ostalimi učencami na prvi binkošti, da je gorstono in da je spregovoro. Te so njegove besede dosegnile srca ljudi. Srca poslušalcev za vkoj? Za volo toga, kaj je bila ta moč Svetoga Duha v njegovom življenju. Zato, kaj je bil izpunjen z močjo Svetoga Duha. In te so tiste poslušalci spoznali, kaj je potrebno z načinom njihovega življenja nekaj včiniti. Potrebno je nekaj napraviti z načinom njihovega življenja. In Petre in pa ostalim učencom so postavili odločilno vprašanje. Postavili so njim odločilno vprašanje. Bratje, kaj naj storimo? Bratovje, ko naj včinimo z našim zafušivanim življenjem, s tem, ko smo zdaj spoznali, da ste nam vi po moči Svetega Duha razodenili, ko smo pravzaprav včinili, kakšni pravzaprav mislimo. Bratje, ko naj storimo? In ko je bil odgovor? Spreobrnite se. Spreobrnite se. Jasen odgovor na jasno vprašanje, štere prinaša mir z Bogom. Štere prinaša mir z Bogom. Dragi moji, brez toga, kad spoznaš, kad nucaš nekaj v svojem življenju, kad nucaš nekaj več, kad nucaš nekaj drugega, kad brez spoznanja, kad si zafušivo v svojem življenju, in pa brez spreobrnenja. Znači, brez toga, kad se obrneš nazaj v iskanje Božjega kraljestva, njega pripadnosti njegovoj cerkvi. Brez toga njega pripadnosti ne mreš priti, ne mreš najti Božjega kraljestva. To je osnova. In dragi moji, v njegovoj cerkvi so od začetka bile ene posebne značilnosti, posebne karakteristike, štere so se doknes ne spremenile. To je pravzaprav glandolo cerkve. Potom ljudje poznajo, ali je cerkev za istino ta cerkev živoga Boga. Biblija nam na to jasno sporoča v enom samom stavke. Apostolska dela, 2. tav, 42. veršoš, nam to jasno sporoča. Pravi tok, karakteristike cerkve so to. Bili so cerkev, tisti verniki, štere so doživeli to spreobrnenje, bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, znači v skupnosti, v lomljenju kruha in v molitvah. Dragi moji, to je temelj našega iskanja. To je temelj našega iskanja. Ta stanovitnost. In ko je stanovitnost? Od koj goči tu stanovitnost? Stanovitnost na 4 področjih v našem krščanstvu. Potom se spozna, što smo. Stanovitnost najprej v nauku apostolov. Znate, apostolge so ne gočali, ko jim je prav na pamet prišlo. Ne, apostolge so gočali to, ko so z Jezusom doživeli osebno. Gočali so to, ko jih je Jezus včil. Gočali so to, ko je potrebno bilo za vsakoga človeka.
Jezusovi učenci su gočali predvsem o vrednosti Jezusove žrtve, Jezusovega dela, Jezusovega včenja, Jezusove smrti, trpljenja, smrti in pa gorstanenja. In so včeli, ka noi smo stanovitni v tom, ko je Jezus včinil za nas. Drugo, noi so stanovitni, ali druga značilnost je bila stanovitnost v skupnosti, v občestvu. Nadaljevanje, apoštolski del drugega tala in pa naprej, bile koštele od toga, ko je se to občestvo zavzemalo, ko je se ta skupnost vsebovala, kakšna je bila tista prva skupnost verujočih in to naj bo tudi nov vzor za gnes. Znate, gnes je najlažej biti eden solo krščenik. Eden solo krščenik. Ja, v skupnosti, v občestvu pa je potrebno upoštevati in pa sprejemati tudi tistega drugega, tudi tistega poleg sebe. Znate, to je včasih žmetno. To je neenostavno. Ali to je značilno za Kristusovo cerkev. In dole, bili so stanovitni v lomljenje kruha. Ko to pomeni? Lomljenje kruha, znači obhajanje spomina na Jezusovo zadnjo večerjo. To je pravzaprav izpolnjevanje toga, ko je Jezus naročil. To delajte v moj spomin. Torej, naj se spominamo Jezusovega celotnega življenja in dela in naj tudi mi tok nadaljujemo. V tom, ko nam je Jezus njal vzor tu in te, kot zadnje prave, bili so stanovitni v molitvah. Stanovitnost v molitvah. In za vzor nam je sam Jezus. Brštite v Evangelijaj, kolikokrat se je Jezus odmaknil od vseh ostalih, samo zato, da bi imel skozi molitev skupnost za svojim očetom. Dragi moji, to je važno tudi za nas, za mene, za tebe, v vsakoj situaciji našega življenja. Ta povezanost z našim nebeškim očetom, skozi molitev. Nekak je pravotok, molitev je kot telefonski razgovor. Gegočim in te poslušam, ko je odgovor nazaj. Ko je odgovor nazaj? Znate, dostakrat nažalost se telefonski razgovore gnezdej včasih dobite tudi kakšne posnete pogovor ali kaj. In to so mogoče, pa ti ne mreš nikaj povedati. Dovolimo, ka Bog tudi mene in tebe v molitve goči. Nekak je to zapisal glede molitve. Molitev je veselje, če se ve, da je Gospod blizu vsem, ki ga kličejo. Veselje, kaj je Gospod blizu tistim, štiri ga zovejo, štiri prihajajo k njeme v molitve. In Gospod je blizu. Gospod je resnično blizu. Ga čuješ? Ga doživljaš? Poslušaš njegov glas? Čuješ njegove odgovore? On posluša naše molitve. In tu odgovarja na njih. Včasih moramo čakati. Včasih je njegov odgovor ja. Včasih je njegov odgovor ne na naše prošnje. Včasih je njegov odgovor čakaj. On odgovarja. Dragi moji, na podlagi njegovega odgovarjanja je tudi testiranje naše vere, naše zaupanje njeme. Ali mu njeme poleg vsega zaupali,
ali ne. Job je izgubil vse, ko je imel. Vse, kompletno vse. Žena njem je ostala, drugo je kompletno vse izgubil. Ali on je vztrajal pri Bogu. On je vztrajal, on je ostal njeme zveste. In po dolgom čakanju, Gospod je odgovoril. Z enim novim blagoslovom, z eno novo stvarjo, z enim novim doživetjem. Zakaj Gospod je na otok odgovori, drugač noček, ne vem. On je Bog, on odgovarja. Če bi ga odgovarjal, vprašanje je, kako bi se tisto izteklo, ali bi bilo dobro ali ne, ali on vidi naprej. On vidi naprej. In on zna, zakaj določi dovole ništene stvari in druge pa ne. Dragi moji, potrebna nam je stanovitnost. Na vseh teh področjih našega krščanskega življenja, predvsem pa stanovitnost v iskanje Božjega nebeškega kraljestva. Iščite najprej Božje kraljestvo. Bojte stanovitne v tom. Gospod vas naj po svojem duhu, po svojem svetom duhu vode in blagoslove. Naj vam da stanovitnost v tom, ko je njegova vola za vaše življenje. In naj se vam da najti v vsakoj situaciji. Amen. Amen. Dragi prisoten, dragi poslušalec, mogoče imaš v svojem življenju stvari, štere te okupirajo, štere ti ne davajo mira. Mogoče si v iskanje Gospodove milosti, Gospodovega delovanja v svojem življenju. Mogoče se soočaš z dvojnostmi. Mogoče imaš problem na tom področju. Ali želiš predati Bogu tvojo skrb, tvojo zaskrbljenost. Te tvoj problem štere ti ne da, ka bi šel naprej. Štere ti ne da, po šterom nemaš moči, ka bi leko za istino isko in najšel to, ko je njegova sveta vola. Tako stanemo gor in draga cerkev, združimo se v molitvi pred našim Gospodom. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo milost, štero no ještě dnes kažuješ vsem nam. Hvala je tebi, kad ti imaš pripravljeno, kad je tvoj sin, Jezus Kristus, naš odrešenik, odišel mesto pripravljati za vse tiste, štere smo se odločili, kamo sledili, kamo iskali in šli po toj poti za nebeško kraljestvo. Hvala je tebi, kad nas ti vodiš po duhi tvojom po toj poti, kad ne bi zgrešili toga večnoga cilja. Nebeški Oče, hvala je tebi tudi za vse potrebe, štere imamo v svoji življenji, štere imajo naši bratovke, naše sestre, naši prijatelji, naši znance. Ti si videl in ti si čul vse te prošnje. Ti vidiš v globino srca. Ti vidiš vsako hrepenenje po tebi, Gospod, dragi, in te prosim, kad daš odgovor, kad se dotekneš vsakoga življenja na tvojo slavo, kad bi za istino ostonili stanovitni, bili stanovitni v tom iskanje tvojega nebeškega kraljestva. Daj nam modrosti, daj nam moči, Gospod dragi, in daj nam odločnosti, kad ne idemo s tej poti vse do tistega trenutka, da nas pozoveš v svojo slavo. Gospod dragi, znamo, kaj je težko, doživljamo to vsak dan znova in znova, ali, Gospod dragi, ne moremo zarozmeti, koliko je težko tebi bilo, Jezus dragi, da si bil na križi, da si mogel iti skozi vse to trpljenje za voljo toga, kad si želel mene, kad si želel vsakomi človeki, kad ne bi šel skozi to večno trpljenje, poč pa bil v tvojo slave. Pomori nam,
Помоли нам, ка изкористимо то понуєну приложnost in možnost, kamo inauk so večnostjo. Boj proslavljene ti v vseh naših življenjah in tudi skozi te potrebe. Boj proslavljene ti, Gospod dragi, se na tvojo slavo. Amen.